Zdravo, jaz sem Miha Horvat, po izobrazbi diplomirani etnolog in kulturni antropolog in magister umetnosti. Na delovnem mestu znotraj platforme KONS sem vodja projekta za Maribor, vodja projekta ekipe znotraj MKC Maribor. Moje delo je komunikacija z ljudmi, komunikacija z ekipo, biti v dialogu z ljudmi, ki razvijajo raziskovalne projekte, razvijati in graditi mostove napram industriji, napram univerzam in napram mestu in naši publiki. Študiral sem, se pravi, na Filozofski fakulteti in na Univerzi za uporabne umetnosti na Dunaju, nove medije. Izobraževal sem se od druge gimnazije Maribor do Univerze v Ljubljani, Univerze na Dunaju. Neformalno izobraževanje pa so razni športi, se pravi košarkarska ekipa v osnovni šoli, atletika od osnovne šole do gimnazije in v gimnaziji, drugi gimnaziji English Student Theatre. In od tam so moje izkušnje in znanje, seveda pa skozi druženje z ljudmi in razvijanje nekih stvari znotraj družine, pa dobivamo tudi neka znanja, ki nam pomagajo naprej. Vsa ta pot se mi zdi in šolska, univerzitetna pot in tisto, kar se človek ukvarja s športom, tisto, kar človek dela v prostem času, so stvari, ki se navezujejo v bistvu na ta poklic, vsa druženja z ljudmi, vsa ta biti del nekih skupnosti, ali so to neke športne ekipe, ali so to neke gledališke ekipe, je tisto, kar mi danes v poklicu pomaga, da se počutim kot del nekega stroja, kot del neke ekipe in kjer en drugemu pomagamo, en drugega spodbujamo, da smo boljši in kvalitetnejši. Zdaj, kot sem rekel, moje delo pomeni, da sem del ekipe, ki poskuša razvijati delavnice in izobraževalni del ekipe, ki skupaj z mednarodnimi in domačimi avtorji razvija raziskovalne projekte, ki nas vodijo k inovacijam, ki nas vodijo k sodelovanju s študenti, z univerzami in z gospodarstvom in industrijo. Prednosti tega poklica so, da se vsak dan spreminja od prejšnjega dneva, da sem član neke odlične ekipe, član neke odlične mreže in da so ti nove stvari, te inovacije, ki jih iščemo, zahtevajo vedno nove prilagoditve, vedno nove ideje, omogočajo neko odprtost in novo radovednost. Slabosti so jasno vedno slabosti, ker se vsaj zame moramo srečevati z neko birokracijo, z nekimi papirji, z nekimi formularji, ampak v bistvu, kot mi je nek sošolec iz srednje šole povedal, da na univerzi se mu zdi, da se je največ naučil pri predmetih, pri stvareh, ki ga niso zanimale, ki so mu bile muka. Se pravi, kaj hočem povedati, da so včasih slabosti nekih stvari lahko tudi prednosti in so lahko izzivi našega dela. V prihodnosti poklica in mojega delovnega mesta mislim, da bo sodelovanje med ljudmi, tole interdisciplinarno sodelovanje, kjer se umetniki, znanstveniki, tehnologi, inženirji povezujemo, kjer razvijamo neke stvari, ki jih hočemo prenesti na publiko, do nekih inovacij za družbo, kulturo in industrijo, da je to prihodnost, da so to stvari, ki se ne bodo prenehale. In mislim, da tudi, kar se tiče znanosti, umetnosti in tehnologije, da se tukaj tudi stvari ne bodo končale, da bodo projekti kot KONS nadaljevali svoje delo, da bodo dobili nove možnosti, da bodo dobili nove posluhe in upam in želim si, da bomo srečali nove mlade ljudi, nove publike, nove raziskovalce, ki se bodo našim izobraževanjem ali pa našemu raziskovalnemu delu priključili in da se kmalu srečamo in vidimo. Hvala.